Spoštovani gostje, spoštovane občanke in občani, težko je verjeti, da je minilo že 25 let od razglasitve samostojnosti, saj so spomini živi, kot bi bilo včeraj. V tistem obdobju od plebiscita do osamosvojitve in nazadnje priznanja skoraj ni minil dan brez pridevnika zgodovinski. Veliko je bilo usodnih trenutkov na prehodu iz bratstva in enotnosti na svojo slovensko pot. Kdaj je že Ivan Cankar zapisal, da si bo narod pisal sodbo sam? Takrat si jo je. S tako vnemo in zanosom, da ljudem ni bilo težko zgolj z lastnimi telesi zaustavljati tankov, čeprav je bilo pri tem početju mogoče izgubiti tudi življenje. Nekateri so ga. Zato vas prosim, da z minuto molka počastimo njihovo žrtev. Slava jim. Vojna se je končala, orožje je utihnilo, življenje se je vrnilo v ustaljene tirnice, z odhodom jugoslovanske vojske pa smo končno vzpostavili popoln nadzor na svojem ozemlju. Ker človeku ni dobro biti samemu, so se kmalu začeli napori za vključitev v mednarodne organizacije. Nazadnje smo vstopili še v NATO in Evropsko unijo. V 25 letih smo doživeli marsikaj, od začetnega ponosa do današnjega jamranja in razočaranja. Naša zgodovina od Rudolfa Maistra do današnjih dni je veličastna, zaznamovana z mnogimi uspehi. Ne znajdemo pa se v sedanjosti, še manj v prihodnosti. Za takšno stanje pa ni odgovoren narod v celoti, temveč posamezniki, ki so državo vodili, nekateri jo še danes, kajti narod potrebuje usmeritev. Če gre ta v pozitivno smer, bodo tako razmišljali tudi državljani. Če pa se državljane zgolj iz dneva v dan bega in jih napolnjuje z negotovostjo, bodo zmedeni in ne bodo mogli izkoristiti svojih potencialov. Preveč je bilo v letih samostojnosti nakopičenih problemov, ki se jih ni reševalo sproti, temveč pometalo pod preprogo. Preveč je bilo ustanovljenih podjetij za enkratne posle z državo. Daleč največ pa je bilo neodločnosti in političnega blefa, ki je ljudem obljubljal gradove v oblakih in jim govoril v smislu, še malo pa bomo dosegli preboj. Nič ne uniči človeka bolj kot prevelika pričakovanja. Večja kot so pričakovanja, spodbujena z lažnimi obljubami, večja so tudi razočaranja ob neizpolnitvi. Posledice so lahko uničujoče. Danes je moč videti celo željo po obuditvi Jugoslavije, češ da je bila mnogo boljša kot tisto, kar imamo danes. Kdor izreče nekaj takega, ni dobro premislil ali pa je marsikaj pozabil. V 80 letih prejšnjega stoletja Jugoslavija zagotovo ni bila več prijazna do Slovenije. Čas jo je povozil, dokončno uničil pa srbski nacionalizem zbujen strani politike. Prevelika pričakovanja kot posledica velikih obljub in metanja peska v oči so nas pripeljala v današnje stanje, ko v medijih in v javnosti ni slišati drugega kot nezadovoljstvo. Naše stanje je slabo, če je, predvsem zaradi slabega vodenja skozi ta leta, zlasti pa zaradi odsotnosti poguma. Imeli smo plenilce in imeli smo tiste, ki plenjenja niso preprečili, danes pa nam še vedno solijo pamet. Skozi sredstva javnega obveščanja prihajajo v naše domove in povzročajo slabo voljo ter prepir zaradi njih. Samo pri nas je mogoče, da je nekdo za slabo delo na neki funkciji nagrajen z drugo. Eni smo za, drugi proti, namesto da bi bili vsi skupaj rekli dovolj in jih enkrat za vselej pospremili na strani zgodovinskih knjig. Si naša država zasluži večno obtoževanje, kdo česa ni preprečil in kdo je zakaj zaslužen. Še nobenega projekta v zgodovini ni izpeljalo zgolj nekaj posameznikov, temveč je bil uspeh vedno stvar skupnosti. Gospodje, ki si eni in edini prilaščajo zasluge in vlagajo ovadbe, so dolžni ob tem opravičilo vsem drugim, ki so sodelovali pri uresničevanju stoletnih sanj naroda. Pripadnikom milice, teritorialne obrambe, predvsem pa slovenskemu narodu, ki je včasih solzami v očeh, včasih z jezo, a vedno deloval s prepričanjem o boju za pravo, našo stvar.
To je pokazal že plebiscit, ki je dal tak odstotek podpore, ki je ne bomo dosegli naslednjih 1000 let. Ti gospodje naj že enkrat nehajo v dobro naroda. Kaj bi rekel danes Rudolf Meister, brez katerega sploh ne bi imeli česa osamosvajati, ko bi to videl. Umrl je pozabljen in bil dolgo prezrt. Te stvari bi morali razčistiti takoj, če že, ne pa danes, po 25 letih, ko bi mi, ki nas takrat ni bilo zraven, radi živeli v miru in delali za prihodnost. Žal je naša politika celo na najvišji ravni postala resničnostni šov, kar vodi v nespoštovanje institucij, s tem pa se zmanjšuje ugled države. Če želimo, da nas bodo spoštovali drugi, moramo našo državo najprej spoštovati sami, ne pa vsak dan znova preizkušati, kje je dno. Spoštovani, danes je velik dan, rojstni dan naše domovine, ene in edine. Danes je dan za ponos, veselje in pogled naprej. Kako bomo praznovali čez 25 let, bomo sploh še obstajali? Seveda bomo, če bomo znali ljubiti domovino. Ne besede, naša dejanja bodo pokazala to ljubezen. Za začetek ne bi bilo slabo, če bi ob praznikih visele zastave po vseh domovih, da bomo tudi navzven pokazali, da smo zavedni in predani svoji državi, ki je bila ustvarjena s krvjo. Vsak pojav ekstremizma, zaničevanje drugače mislečih in zmanjševanje pomena osamosvojitve je žalitev naše matere Slovenije, pravzaprav nas samih. Naša odgovornost za strpnost je zelo velika, saj nas k temu zavezuje besedilo naše himne. Živenaj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Govorjenje o naši majhnosti morata zamenjati prodornost in pogum izraziti lastna stališča, kajti pretirano poslušanje nasvetov drugih bi nas pred 25 leti lahko stalo lastne države. Prijateljev nam ne morejo izbirati drugi in nam govoriti, kaj je za nas dobro in nas obravnavati kot nekoga, ki ne zna sam ničesar narediti. Stari smo 25 let, če zdaj ne bomo zmogli nikoli. Čas odraščanja je že zdavnaj minil. Prešeren je res da miroljuben v 7. kitici, a v 3. kitici tistim, ki bi nas želeli uničiti, nameni vers. V sovražnike z oblakov rodu naj našga treši grom. Prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom. To pomeni, da nikoli ne smemo posploševati in jemati vsega za sveto. V vsaki situaciji je treba presoditi, kaj je vzrok, kaj posledica in kako se odzvati na probleme. Nevednost, metanje vsega v en koš in nasedanje decembrskim češnjam vodijo v ekstremizem in podleganje hitrim rešitvam, ki pa se kasneje izkažejo za zelo pogubne in uničujoče. Svet se radikalizira, postaja nestrpen. Zdi se, da na površje povsod prihajajo politiki, ki imajo navidezne rešitve za vse probleme. V njihovih pogledih je zaznati prepir do šibkih in revnih, saj naj bi bil vsak sam kriv za revščino. Večkrat se sprašujemo, zakaj je prišlo do tega. Niso ekstremisti krivi, da so cenjeni. Krivi so politiki, ki v življenju niso storili ničesar oprijemljivega, zato jim ljudje ne verjamejo več in se rajši zatekajo k veri v čudežne rešitve. Podobno kot je na cesti pretirano počasen voznik, prav tako nevaren kakor divjak, tako je v politiki neučinkovito vodenje pot v pogubo. Spoštovani, imamo vse danosti za razvoj in napredek, otresti se moramo zgolj svojih zavor in strahu, saj smo kljub maloštevilnosti velik in ponosen narod. Če ne bi bilo tako, se 25. junij 1991 ne bi zgodil. Je še možno imeti večjo potrditev sposobnosti. Če je takrat uspelo nemogoče, lahko danes uspejo tudi mogoče stvari. Iskreno vam čestitam ob rojstnem dnevu naše domovine, željo, da ne bi nikoli izgubili pravice biti njene hčere in sinovi. Hvala. Razpadla si ruševina.